Z nami je docent dr. Rok Mihelič iz naše fakultete, in sicer z oddelka za agronomijo, kjer v njegovi raziskovalni skupini skupaj z drugimi institucijami pripravljajo nov ukrep, predlog novega ukrepa ohranitveno kmetijstvo, ki sicer ni ciljno namenjen biodiverziteti, ima pa verjetno tudi nekatere pozitivne učinke tudi na biotsko pestrost, tako da vas vabim, da delite zaslon in nam predstavite vsebino. Hvala. Najlepša hvala za povabilo. Da mi zdajle tegne, ja. Se vidi? Se vidi, ja. Super. Mi smo v Slovenskem združenju za ohranitveno kmetijstvo v sodelovanju z univerzo in pa Mednarodnim evropskim združenjem za ohranitveno kmetijstvo pripravili že leta 2019 predlog samostojnega prostovoljnega ukrepa celovitega. In zdaj nadaljujemo, korona nas je malo ustavila, ampak nadaljujemo za intenzivne pogovore z ministrstvom in z agencijo in verjamemo, da sledimo pravzaprav vsem ciljem EU, ki so bili opredeljeni za skupno kmetijsko politiko. In sicer kaj je na hitro temelj ohranitvenega kmetijstva? Gre za sistem, za multifunkcijski sistem, bi lahko rekel, ki bi zagotavljal trajnostni razvoj, se pravi tako pri varovanju okolja in narave, pri povečanju ekonomske konkurenčnosti kmetov in pa tudi bi lahko s tem, ker bi kmetje prikazali, da delajo širše koristno za okolje in družbo, ne samo nekaj cilj, ni samo pridelava visokih pridelkov, bi s tem dobili tudi večji ugled v družbi, kar vse skupaj omogoča lažje življenje kmetov v prihodnje tudi. Temeljimo na 3 stebrih, se pravi, ni veliko teh, rečemo, osnovnih zapovedi, ampak so pa te stebri, če želimo, da res imamo ohranitveno kmetijstvo, je treba vse 3 stebre spoštovati, kar včasih ni lahko. In sicer gre za to, da v tla minimalno mehansko posegamo ali pa nič. Se pravi, neposredno sejemo rastline v rastlinske ostanke brez predhodne priprave. Potem tla morajo biti stalno pokrita. Vsaj 30% površine tal mora biti stalno pokrite, bodi si z rastlinskimi ostanki, bodi si po možnosti z živimi rastlinami, ker le na ta način ohranjamo kakovost tal v širšem smislu. In pa nujna zahteva je, da imamo, poleg tega, da skrbimo za pokritost, da imamo pester kolobar. In se pravi, da nimamo neke monokulturne pridelave, ta že itak ne bi šla z drugim stebrom skupaj, ne bi zagotavljali pokritosti, se pravi, pester kolobar je zelo prepleten z drugim stebrom, ampak je tudi posebna nadgradnja. S tem, ko imamo pester kolobar, želimo v kolobar vključevati tudi rastline, ki ustvarjajo biotsko pestrost nad tlemi. Se pravi, takole par slik, z posebnimi stroji, ki jih je treba pripeljati. Mi jih imamo par poskusnih v Sloveniji, par entuzijastov, kmetov je šlo že v to, ampak jih ni veliko. In jih je treba opremiti ostale kmete, izobraziti, da bomo lahko delali na ta način. Prav, v osnovi imamo pred očmi kakovostna tla, ki so dom seveda zelo pestrega življenja. V tleh vemo, da imamo poleg korenin rastlin, se pravi poleg rastlin imamo
cel kup mikroorganizmov in tudi višjih organizmov. In za te, če želimo imeti kakovosten agroekosistem, moramo za te organizme skrbeti in potem lahko dosegamo cilje, povečamo vsebnost ogljika v tleh, zmanjšamo emisije CO2, izboljšamo dostopnost hranil, kar nam lahko zmanjša porabo mineralnih gnojil, se pravi farm to fork cilj, izboljša infiltracijo padavinske vode, tla zadržijo potem več vode, zmanjša se sušen stres, manj imamo erozijskih pojavov, se pravi izrazito manj, sploh erozija na njivah se izrazito zmanjša in pa dokazano se v tleh poveča s pestrim kolobarjem pa spuščanjem organskih ostankov, z zastiranjem tal, se v tleh poveča številčnost organizmov in tudi njihova pestrost. Če pa uvajamo dosevke, tudi cvetoče, kot smo danes lepo videli, da se da z raznimi barvami tudi dosegati neko pestrost, krajine pa dosegamo po moje tudi večjo pestrost drugih organizmov nad tlemi. Je pa to pri nas slabo raziskan, moram reči, vpliv hranitvenega kmetijstva na širšo ekološko pestrost. In pa ne nazadnje, če imamo prave stroje, manj posegamo v tla, lahko prihranimo energijo, prihranimo tudi delovni čas, smo bolj delovno učinkoviti in ob pravem pristopu lahko izboljšamo ekonomičnost kmetijske pridelave. S časoma moram poudariti, da je proces izboljšave tal zelo počasen, tla so zelo odporen sistem, počasi se kvarijo, ampak počasi se tudi nazaj popravljajo in po mnogih letih dobimo značilno povečanje vsebnosti humusa v zgornjem sloju in v naših poskusih smo po 17 letih lahko, zdaj rečemo, signifikantno povečali količino organske snovi, obstojnost strukture, infiltracijo vode, zadrževanje vode, hranil. Nekoliko smo povečali mikrobno biomaso, rečemo za 500 kil suhe snovi na hektar in tako bakterij kot gliv. Poveča se tudi številčnost in biomasa deževnikov in kot rečen zmanjša erozija in osnaženje voda, zraka, posledično tudi manj emisij toplogrednih plinov. Takole so par rezultatov. Zelo pomembno pri deževnikih je, da ne rušimo življenjskega prostora tistih deževnikov, ki kopljajo globoke rove in imajo permanentne rove z oranjem in z globoko obdelavo in rušimo te rove in teh deževnikov ni. Če opustimo obdelavo, se številčnost teh deževnikov močno poveča in nam v bistvu ti deževniki izvajajo neke vrste globinsko obdelavo. Predlog ukrepa gre za samostojen, prostovoljen in dolgoročen ukrep, ki bi zmanjšal obremenitev administriranja kmetov in obenem je cilj, da bi bili kmetje znotraj osnovnih zahtev, ki jih postavljamo, vseeno lahko kreativni. Se pravi, sami bi se na podlagi zahtev in okvirjev odločali za čase setve, vrstenja rastlin, čas prisotnosti rastlin na površini, ne tako kot zdaj, ker se administrativno postavlja datume kmetom in potem seveda kmet je odvisen od sezone, od narave dela, od vremena, od razmer na trgu in se fiksnim datumom izjemno težko prilagodi, tako da raje damo neke okvirje in drugače pa v okviru teh okvirnih zahtev se pusti kmetu ustvarjalno svobodo. V ukrep lahko vključimo vse njive in vrtove in trajne nasade, seveda je to dolgoročen bi bil lahko cilj, ampak do leta 2027 mislimo, da bi bilo realno, da vključimo 50.000 hektarjev površin, začnemo pa lahko z nekje 20.000 hektarji. Napisan tle. In podpora bi bila na izbrani GERK, vendar GERK, ki je dolgoročno vsaj 5 let vključen v
ta ukrep. Se pravi, ko se enkrat kmet odloči, z določenim gerkom ne sme izstopiti po enem letu, ampak je zavezan za celotno obdobje. To pa zato, ker smo povedali, da se tla zelo počasi spreminjajo in če želimo imeti nek viden učinek, moramo vztrajati. In ne samo, da imamo nov ukrep, ta ukrep se bi dal kombinirati z ukrepom ekološko kmetijstvo ali pa z ukrepom vodni viri. Seveda se pa operacije med seboj ne smejo podvajati, lahko gre samo za v bistvu neke vrste nadstandard. Izjemno pomemben je, kot sem povedal, da rabimo nove investicijske podpore. Kmetje sedaj niso primerno opremljeni in brez primerne opreme se tega ne da delati. Tako da delamo na tem tudi, da uvedemo investicijske podpore v ključne stroje, predvsem specialne sejalnice so tisti ključen stroj in pa, ker želimo zmanjšati uporabo herbicidov, tudi se razvijajo novi stroji, s katerimi bi brez kemije zatirali plevele med rastno dobo in pa obenem ob upoštevanju pokritosti tal, se pravi, kako ohraniti zastirko, pa obenem spodrezati, na primer, plevel. To je tak nov izziv. In zelo pomemben je, da znanja, ki jih je treba pridobiti, jih seveda lahko podajamo strokovnjaki, ampak najbolje se pa širi znanje, vidimo, iz kmeta na naslednjega kmeta. Se pravi, gre za izrazito učenje na podlagi izkušenj v praksi. In zelo pomembno je pri tem podajanju znanja, da kmetje med sabo sodelujejo. Se pravi, če se nabavi stroj, zelo podpiramo kolektivne naložbe, ker ne gre samo za nabavo nekega stroja, ampak gre ob tem, da ko kmet kupi stroj, mora pridobiti tudi znanje, kako se s tem strojem pravilno dela, in v kolektivni naložbi se to znanje lahko zelo dobro izmenjuje in nadgrajuje. Se pravi, še enkrat, da malo povzamem te naše osnovne zahteve. Samostojen prostovoljni ukrep za celoten gerk, kjer je nujno potrebna analiza rodovitnosti tal pred in po koncu pogodbenega obdobja, izdelava akcijskega načrta, ki je za celotno obdobje kolobar predviden. Predvidene morajo biti meritve ali pa ocene pokritosti tal neposredno po setvi, takrat je najbolj kritično, ali imamo tla pokrita ali ne, se pravi takoj po setvi, morajo še vedno tla biti pokrita, vsaj 30%. Pomembno je, da izdela kmet humusno bilanco in da ta pokaže, da ne bo dolgoročno razkrajal humusa, ampak da ga bo gradil. In to je povezano tudi z gnojenjem, in zato je gnojilni načrt zraven v tem akcijskem načrtu. Mora uporabiti plan strojne opreme, tudi potrebno nabavo in pa voditi dnevnik opravil. Se pravi, ta akcijski načrt ga potrdi nek organ, ki potrjuje tak načrt lahko, ampak samo na podlagi potrjenega akcijskega načrta gre lahko kmet v ukrep. In potem, ko izvaja ukrep, se tudi spremlja to izvajanje, predvidevamo, da bomo tisti, ki ima že dovolj organske snovi, bo ohranil ta nivo, večina bo pa pri prehodu na ta sistem povečala v 5 letih vsebnost organske snovi oziroma ogljika v tleh. Seveda mora dokazovati, da je uporabil prave stroje, ki so bili opredeljeni v načrtu, da je ohranil tla pokrita, da je imel pravilen kolobar. Kot rečeno, akcijski načrt bo predvidel nek kolobar, vendar glede na naravo dela in vreme in vse to se lahko kaj zgodi in se kolobar med tem spreminja, ampak v redu, če je v skladu z načeli, bo to ustrezalo. In pa zahteve so, da se kmetje izobražujejo, da grejo lahko v naslednjih obdobjih z novimi površinami v ukrep.
da se lahko kombinira z ekološkim kmetijstvom in vodovarstvenimi območji, da se ustvarja, da je humusna bilanca kaže na pozitivno stanje. En tak poseben zahtevek je, da se ne pušča tal praznih, se pravi, da ne pridemo do težav zaradi erozije in želimo imeti stalno čim več živih rastlin na njivi, kar pomeni, da se nam zelo zgosti kolobar. To je zanimivo, te, ki se lotevajo ohranitvenega kmetijstva, čeprav so na začetku mislili, da se bodo samo z obdelavo ukvarjali, so izrazito spremenili kolobar, ker jih je narava dela v to silila. In če globje posegamo v tla, to so tudi neka pravila, kako lahko to naredimo. Tako, toliko v kratko. Kot rečen, nisem specialist za biodiverziteto. To področje je zelo široko, ampak pri nas v tem sistemu se verjetno odpira veliko možnosti raziskav in pa sodelovanja z vašimi predlogi, kako ohranjati biodiverziteto ali pa vključiti naš ukrep, ga povezati z vašimi ukrepi. Hvala. Najlepša hvala. Zelo zanimiv ukrep in predlog, bom rekla, tudi meni je zanimiv, mogoče bil predvsem z tega stališča tudi, da se pravzaprav tudi pri poljedelskih ukrepih dejansko o podobnih stvareh razmišlja, se pravi, kako stvari narediti bolj ciljno, bolj individualno, torej po eni strani te toge omejitve nekako rahljati v smeri pač večjega pa drugačnega merjenja učinkov. Zdaj tukaj vidim, da imamo nekaj vprašanj, tako da sem imela že nekaj svojih pripravljenih, ampak bom najprej dala drugim besedo. Se pravi, gospa Ida Turinek sprašuje, kaj pa pleveli in škodljivci v tem primeru ohranitvenega kmetijstva. In pa Katarina Denac sprašuje, ali morda poznate koga iz tujine, ki se ukvarja s proučevanjem vpliva ohranitvenega kmetijstva na gnezdilke njiv. Se pravi, pravzaprav lahko mogoče tudi razširimo na biodiverziteto v tem makro smislu. Izvolite. Če bi najprej odgovarjal na to vprašanje gnezdilke njiv, se ne ukvarjam s tem, da se nisem poznam in bi bilo pa zelo zanimivo, vsekakor. To je zanimivo vprašanje. Danes sem poslušal ta predavanje, se mi je to porajalo to vprašanje. Tako da dobrodošli, da se mogoče vključite in da skupaj to malo pogleda. Drugo vprašanje je pleveli in škodljivci. Pleveli so problem in dejansko smo probali delati brez herbicidov in imamo težave. Če ne posegamo v tla, ne spodrezujemo plevelov, potem nismo uspešni. Če pa seveda začnemo zelo intenzivno posegati v mehansko, pa nimamo pokritosti. Tako da to je zaenkrat problem. Novi stroji prihajajo, tudi inovativni, tudi roboti, tako da mogoče v prihodnje bo to šlo. Seveda s herbicidi se pa da. S herbicidi nimamo težav izvajati ohranitvenega kmetijstva. Drugi škodljivci, ko enkrat tukaj moramo zelo poudariti, da pri prehodu traja nekaj časa, da dosežemo neko novo ravnovesno stanje. Ko dosežemo pestrost mikroorganizmov v tleh, tako bakterij kot gliv, imamo veliko večino teh organizmov so saprofiti, ki ne napadajo rastlin, in ko se poveča številčnost in pestrost, se zmanjša napad gliv. Tako da fungicidov se praktično v
tem poljedelstvu te kmetje, ki to delajo, jih ne uporabljajo praktično nič, ne. Tako da to je prednost. Pri insekticidih, insekti, pa ne vem, tukaj imam spet malo premalo jaz znanja, da bi suvereno zdajle rekel. Seveda se lahko pojavljajo težave, mogoče s polži, ne, ta zastirka nudi habitat polžem, tako da polži so bili ponekod kar problem. Je pa zanimivo, ko odgrneš zastirko, ne, se to verjetno veste, ne, je tam zelo pestro življenje pod to zastirko. Vprašanja se kar vrstijo v chatu, tako da bom zgleda res zelo zanimivo, ne. Zdaj tlele imamo eno vprašanje, zakaj konkretno se je zgostil kolobar, ne, ker ste omenili med predavanjem, da je bila taka izkušnja strani kmetov. Potem imamo en komentar, da je strani Braneta Vreša odlično zamišljeno tudi z vidika ohranjanja talne biodiverzitete, na katero vedno pozabljamo. Zdaj potem imamo eno vprašanje glede glivičnih okužb in škodljivcev, tukaj mislim, da ste že. Tako da jaz bi omejila na dva, torej zakaj konkretno se je zgostil kolobar, in pa še eno vprašanje, ali je ohranitveno kmetijstvo primerno za vse talne tipe? Ja, prvo, ne, kolobar se zgosti zato, ker ni potrebno pri konvencionalnem kmetijstvu gremo po eni poljščini preorati njivo in jo potem predsetveno pripravljamo in za oranje morajo biti tla primerno vlažna, potem tudi za to predsetveno pripravo. Vse skupaj traja nekaj časa, naprimer par dni do par tednov celo lahko, ne, od ene žetve do naslednje setve. V našem sistemu, kjer je naprimer ideal neposredno na setu, brez obdelave, se to naredi lahko isti dan. Takoj po žetvi že sejemo, ali pa pri določenih primerih se lahko seje že v rastoči posevek pred žetvijo. Tako da, ker želimo imeti stalno pokrita tla, nas to sili po eni strani sili, po drugi strani pa stroji in sistem omogoča, da dejansko imamo zelo kratke prehode od ene poljščine do druge. In to je odlično, ne, sploh v poletnem času, ker izkoristimo optimalno sončno energijo, ker takrat prazna strnišča so huda izguba. To se ne zavedamo, rastline v 14 dneh lahko vežejo, zdaj se bom zmislil, ampak par 100 kilogramov ekvivalenta nafte preko sonca. V celem poletju lahko vežemo par tisoč, 2000 kil nafte na hektar, kar je enormna številka, seveda ta energija gre za hrano organizmov, ki so v tem agroekosistemu. Če pustimo, naprimer, dosevke v tleh, če jih odpeljemo. Drugače pa, če jih odpeljemo, se pa mogoče preko hlevskega gnojja delno vrne energija nazaj na polje. Še glede različnih talnih tipov? Ja, talni tipi, pravzaprav tukaj ni omejitve. To vrstno kmetijstvo se izvaja po svetu zdaj na blizu 200 milijonih hektarjev. Ne. To je za koliko? 100 Slovenij oziroma 400 slovenskih kmetijskih površin. Ne. Se pravi, to je dejansko v svetu kar dosti dober preizkušen sistem že. Je pa seveda je pa treba znati delati s tlemi. Ne. Če imamo neka hidromorfna tla, je na njih njivska pridelava možna samo, če vodo odpeljemo z melioracijo. Drugače ne bo nikakršna njivska pridelava možna, vključno s tem ohranitvenim pristopom. Ne. Drugače pa imamo poskuse pri nas v Sloveniji tako na plitvih prodnatih tleh, kot na
oglejenih tleh in imamo dobre izkušnje. Je pa res, da je sistem to, ne moramo sam stroja prilagoditi, ampak je treba prilagoditi kolobar, je treba pogledati tudi, treba kakšen drug agrotehnični ukrep uvesti, se pravi, sistemski pristop je potreben. Hvala, še dva bi omenila, in sicer Emil Erjavec, tudi eno vprašanje, ki moram reči, da sem ga tudi jaz želela postaviti, in sicer glede na predstavljanja in nove tendence Evropske komisije je ukrep ohranitveno kmetijstvo odlično, da se uvrsti v ekoshemo v prvem stebru. Je kompleksno v učinkih, enostavno za izvedbo in premik v tehnologiji pridelave, ki je lahko dohodkovno zanimiva. Vprašanje tukaj je, ali, se pravi, vi ste sicer predstavili to kot 5-letni ukrep, ki pač vključuje tudi usposabljanje, tudi pripravo akcijskega načrta, ampak vemo, da se zdaj v prvem stebru vzpostavlja in cel nov instrument okoljskih oziroma ekoshem. Zdaj tukaj je sicer tako, da je letni vpis, torej kmetje se vsako leto znova vpišejo, ampak ali recimo bi bilo možno ta ukrep prilagoditi oziroma speljati v prvem stebru, kakšno bi bilo tukaj vaše mnenje? Ne vem, koliko poznate zdaj ta nov instrument. Preslabo, da bi znal zelo dobro odgovoriti, smo pa v stiku z Ministrstvom za kmetijstvo, tako da Ministrstvo za kmetijstvo zdaj to skrbi za pravo umestitev, upam. Hvala, pa še zadnjo, potem pa bomo šli na zaključne komentarje, in sicer tlele gospod Urban Kalan sprašuje, kolikokrat je bilo v obdobju 5 let na poskusnih kmetijah v kolobar vključena koruza, ki je trenutno najbolj zastopana v kolobarju na njivah v Sloveniji? Ja, koruza je pogosta, seveda. Koruza je rastlina, ki v Sloveniji da daleč največ energije na površino. In zato jo kmetje gojijo in kljub strahovom, da bojo klimatske spremembe izrinile koruzo iz kolobarja, se dogaja, da imamo v zadnjih 2 letih rekordne pridelke, zgodovinske rekordne pridelke v Sloveniji s koruzo. Tako da koruza smo imeli v različnih poskusih, mogoče 2-krat v 5 letih. Sprav v bistvu pester kolobar. Najlepša hvala, da ste prišli na naš dogodek, da ste predstavili tudi malo mogoče drugačen ukrep ali pa drugačno izhodišče, kot tudi je kar nekaj udeležencev v chatu izpostavilo, tudi z vidika te pedofavne oziroma talne biodiverzitete. Imamo pač en zanimiv nov ukrep. Je pa tukaj, se strinjam oziroma mislim, da smo najdeli eno zanimivo novo vrzel ali pa priložnost za sodelovanje med agronomsko in biološko stroko, tudi pač z vidika učinkov tovrstnih pristopov oziroma različnih pristopov, ker vendarle v agronomiji se zdaj tega precej dela, kako pač zmanjšati rabo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil in tako naprej. Kakšne učinke imajo vsi te ukrepi, zlasti recimo ohranitveno kmetijstvo, na biodiverziteto. Sprav, če lahko tudi tukaj še se razširijo poskusi in raziskave na tem področju, recimo tudi s temi biodiverzitetno komponento. Tako da hvala lepa.